Ta korektiv, ki se je omenjal, ta pokritost, ne, da bi, če bi šli v to, da se okraji ukinjajo, se to je zgodba stara 15 let, ne, ni nič novega zdaj, pa so vse stranke velja, da bi bil potem pa svet pokraj, ne. Svet pokrajni bi bil tisti... Svet županov bi bilo boljše. Ta državni svet bi se moral, po moje, preoblikovati v svet županov, glede na to, da pokrajin nimamo in da bi tam lahko se odločalo o zakonih, ki se nanašajo direkt na lokalno samoupravo. In da gre tam za to pokritost, kot pravite, cele Slovenije, tukaj pa... Potem pa morda ne bi bilo več toliko pomembno, kako so poslanci zastopani, ker bi tam not bil ta korektiv. Ampak zaenkrat je pač stališče stranke Desus je jasno. Mi smo proti ukinitvi volilnih okrajev. Verjamem, da nas bo ministrica prepričala, ampak vseeno ta pogovor bomo upravili. Kar se pa tiče nezdružljivosti, pa pričakujem, da vseh 5 poslancev glasovali za. Hvala lepa. Hvala. Tudi, če pa samo županska in podžupanska. Tudi, takrat. Ja, pravi zakon pozite, ne? Ja, jaz to pričakujem. Ampak če bo ni bilo, če ne bo sistemsko, se pravi. Ni še čistele. Ja, ne vem, ne vem, lejte, včeraj smo bili natančno dogovorjeni, zdaj danes očitno so že spet neke spremembe, ampak jaz sem povedal kot predsednik stranke, pričakujem 5 glasov, če jih ne bo, pač jih ne bo, a ne? Malo je pogojeno, se vidite, malo je pogojeno. Mi zahtevamo, da se zakon modificira. Ker mi bomo v statutu vse to naredili, kar zahtevajo poslanci stranke Desus. To bomo vse v statutu nesli. Mogoče ste pa že tudi pozabili, da je bilo tudi tu rečeno, ko je ta zakon padel, so rekli tisti pripravljavci, so ta zakon pisali, da bojo za bodočo predlog napisali, da bo napisan v tej obliki, da bo zajemal vse funkcionarje. To je bilo rečeno na vseh časopisih, vseh novicah, vseh televizijah je bilo povedano strani tistih predlagateljev, ki so takrat pripravljali ta zakon. Pripravljali so, ko bo je poslanske skupine zares. In je bilo povedano, da je tudi ena od teh napak narejena, storjena po nesreči, da bi mogli se vsega tega dotikati. Zato so pripravljeni v zakonu integriteti, ker že prinaša noter nekaj svetniških bi rekel omejevanj na nivoju občine, v nadzornih svetih občine, v nadzornih svetih komunalnih podjetjih so vlasti občine, ne more več biti župani in tako dalje. Ta zakon določene spreže. Ni pa zauzel v celoti vsega tistega, kar je bilo dogovorjeno, da bo ta zakon prinesel. Zaradi tega je to čisto enostavno, takrat je tudi rečeno isto, minister, profesor je lahko, župan, podžupan ne more biti več. To je bilo pač kup teh stvari, ki niso nič problematični in jaz sem siguren, da kljub vsej stvari bojo tudi vsi pripravljavci tega zakona vzeli toliko časa to razširili na vse tiste možne zahteve, ki so dane, če ne pa srečno. Vse ne more drugače biti. Jaz pa vem, da bo le na koncu mora biti rešeno, tako da bomo vsi zadovoljni. Minister profesor je recimo 20% si lahko profesor, v 20% lahko upravljaš svoje dejavnosti, župan pa poslanci pa 100%. Imamo tudi določene funkcionarje, ki so samo recimo poslanci, pa so predavatelji na 2 fakultetah še dodatno, pa take stvari, recimo pogledajte ali iz programa mandatno-volilne komisije, kateri imajo kakšne olajšave za svoje predavanja, ki jih upravljajo. Določeni poslanci, ki imajo vedno še svoje delo na kolikih fakultetah, še znamo dela in tako dalje. So stvari, ki ne morem jaz govoriti, koliko procentov tega ali pa procentih deljen, tega ne bi se nov opredeliti. Sem pa kot član mandatno-volilne komisije bil prisoten, zraven smo se pogovarjali teh stvari, smo podeljevali določene koncesije za določene poslance. Vseh stvari je treba razumeti. Vi, gospod Erjavec, pričakujete, da bo v vsakem primeru, ne glede na to, da bo zakon podprli, vi, gospod Zanoškar, pa pogojujete s sprejetjem tega amandmajev, ko ste rekli. A bo se podprli, tudi če te amandmaje ne bojo sprejeti, to me zanima. Bomo videli, do kakšne mere bojo sprejeti. Ne morem zdaj... Torej, poštevate možnost, da ne boste, če ne bo. Mislim... Naš interes je od tem, da zakon celovito rešuje odprto vprašanje. Čemu
bi ena struktura imela prednost pred drugimi. No, ampak je najbolj obremenjenost. Hvala lepa, hvala lepa. Različna, ali je nekdo župan ali pa podžupan ali pa Imamo svet. obe. ne. Gospod Erjavec, Ja, to pa je. kriza v koaliciji za to Prosim? krajo, za to krajo, bo kakšna kriza v Za koaliciji, katero zadevo? za volilno okraje. Ne. Malo bolj resne Bodo zadeve. šli kljub temu naprej z vsem paketom, ker ministrica tako razumeti, da so okraji dosti pomembni za ta paket spremeniti. Ja, sam je potrebno dvotretjinska. Ja, Mislim, da ampak- ta ni dosegljiva. Janša je že To je moje takrat rekel, mnenje. da če bo koalicija enotna, da bodo podprli, ne, to so bili predlogi že izpred Zelo- let, ne. Zelo zvito. Vprašajte še druge koalicijske partnerje. Zelo zvito, je Janša rekel. Koliko je glasov. Hvala lepa. Hvala. Tega.